Mirno. Pozdrav. Vrste gasilcev naj stopil se, da čuvamo ljudsko imetje. Požar nam sovražnike vidijo se, da čuvamo naše imetje. Fantje, dekleta, žene, možje, pridružijo si naj se četi, da bomo sposobni in močni dovolj pomagati vsakmu nesreči. Zbrani smo vrste, tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani zbor si tovariši. Zbrani smo vrste, tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani zbor si tovariši. Na pomoč, na pomoč, na Na mestu odmor. Spoštovani gasilci, gasilke, častni gostje in dragi občani. Dobrodošli na slavnostni prireditvi ob prevzemu novega gasilskega vozila GVC-1, ki ga Prostovoljno gasilsko društvo Blagovica z veseljem in ponosom danes predaja v službo skupnosti. Začetek društva sega v januar 1941. Vse od takrat, že več kot 80 let, gasilci in gasilke Prostovoljnega gasilskega društva Blagovica skrbijo za varnost ljudi in premoženja. Skozi desetletja so v društvo vlagali trud, čas, posodabljali opremo ter krepili vozni park. Danes z veseljem predstavljajo novo gasilsko vozilo znamke Volvo, ki bo omogočilo še zanesljivejše posredovanje v občini Lukovica. Naj ob tej priložnosti med nami še posebej pozdravim predsednika regije Ljubljana 3, tovariša Slavka Jalovca, predsednika Gasilske zveze Lukovica, tovariša Roberta Maslja, poveljnika Gasilske zveze Lukovica, tovariša Gašparja Mava, podžupana občine Lukovica, gospoda Vincenca Dragarja, direktorja CZR Domžale Andreja Jarca in poveljnika civilne zaščite občine Lukovica Milana Drnulovec. Hvala, da ste danes z nami. Vaša podpora je ključna.
Hvala za vaše zaupanje in pomoč pri delovanju osrednje operativne enote v občini Lukovica. Sedaj pa na oder vabim predsednika prostovoljnega gasilskega društva Blagovica, Roka Barliča, ki bo predstavil pomembnost današnjega dne za društvo ter širšo skupnost. Za njim pa besedo predajam poveljniku Domnu Razpotniku, ki je nakup novega vozila spremljal ter koordiniral od samega začetka do prihoda v gasilski center. Izvolite. Spoštovane gasilke in gasilci, spoštovani gostje, predstavniki Gasilske zveze, občine, donatorji, dragi krajani in krajanke, spoštovani duhovni predstavnik, hvala, da ste danes z nami. Z velikim ponosom vas danes pozdravljam ob izjemno pomembnem in zgodovinskem trenutku za naše društvo in našo skupnost, prevzemu novega gasilskega vozila GVC-1. To ni samo vozilo, to je simbol napredka, povezanosti, zaupanja in odgovornosti. Je dokaz, da PGD Blagovica ne le sledi razvoju, ampak aktivno gradi temelje za varno prihodnost. In ta prihodnost je v rokah naše mladine, ki jo danes še posebej ponosno omenjamo. Vozilo GVC-1 bo ključno prispeval k našemu delu, pri prevozih operativnih članov, opreme, pa tudi pri izobraževanju in delu z mladimi gasilci, ki že danes kažejo zagnanost, srčnost in voljo do pomoči sočloveku. To vozilo bo marsikateremu mlademu gasilcu prvo, v katerega bo vstopil na poti svojega poslanstva. PGD Blagovica ima dolgoletno tradicijo. Zrasli smo iz majhnega, a trdnega jedra predanih posameznikov. V društvo, ki danes šteje 242 članov in združuje generacije. Mladi pri nas ne stojijo ob strani, so aktivni del ekipe, prihodnji vodje, bodoči strojniki, poveljniki in mentori. Današnji dogodek presega okvire enega društva. Pomeni tudi širše zavedanje, kako pomembna je prisotnost prostovoljnih gasilcev v vsakem kraju. Ne le kot posredovalcev ob nesrečah, ampak kot gradnikov družbene povezanosti, vzora za mlade in nosilcev človeške solidarnosti. Zato naj danes ne slavimo le vozila, temveč skupno voljo, ki nam je pripeljala do tega dne. Hvala občini, hvala Gasilski zvezi, hvala vsem donatorjem in podpornikom, hvala vsakemu članu društva, še posebej tistim, ki ste z neštetimi urami prostovoljnega dela pomagali uresničiti ta cilj. Hvala tudi za blagoslov vozila, ki ga danes odpeljemo na novo pot, z vero, da nas bo spremljala varnost in sreča. Naj GVC-1 služi svojemu namenu, naj bo varen, zanesljiv in vedno vrnen domov nepoškodovan. Spoštovani, danes ni običajen dan. Danes pišemo novo poglavje gasilstva v Blagovici. In to poglavje bomo pisali skupaj, starejši, izkušeni ter naša mladina, ki bo znala znanje, vrednote prenesti naprej. Naj vas na koncu vse lepo pozdravim z gasilskim pozdravom na pomoč. Spoštovani gasilci, gasilke, častni gostje in krajani. Danes je za naše društvo, za naš kraj in za vse, ki živimo z gasilstvom, prav poseben dan. Po skoraj 3 letih načrtovanja, usklajevanj, odrekanj in trdega dela z velikim ponosom in hvaležnostjo prevzemamo novo gasilsko vozilo tipa GVC-1. Gre za sodobno, zmogljivo in izjemno vsestransko vozilo, ki bo močno ukrepilo operativno pripravljenost PGD Blagovica ter povečalo varnost naših krajanov in celotne občine. Vozilo je zasnovano na robustnem in zanesljivem podvozju Volvo FMX, nadgradnjo pa je izvedlo podjetje Gasilska vozila Pušnik, ki je z razumevanjem naših potreb in z veliko natančnostjo preneslo naše ideje v realnost. Projekt smo začeli snovati že leta 2022, ko je delovna skupina pričela z iskanjem optimalnih rešitev za naše okolje in potrebe.
In danes stojimo pred vozilom, ki je to vizijo uresničuje v popolnosti. GVC-1 ima vgrajeno črpalko Rosenbauer s pretokom do 2500 litrov na minuto, rezervarjem za 3000 litrov vode in 120 litrov penila ter visokotlačni vijak dolžine 60 metrov. Poleg osnovne opreme po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije je vozilo opremljeno še za tehnična posredovanja, vsebuje hidravlična orodja, pnevmatske dvižne blazine, opremo za vrne tehnike ter osnovna sredstva za posredovanje ob dogodkih z nevarnimi snovmi. Z dolžino 7,5 metra, višino 3,2 metra in medosno razdaljo 4 metre gre za vozilo, ki je kljub svoji velikosti zelo okretno in primerno tudi za najzahtevnejši teren, s katerim se na našem območju pogosto srečujemo. Posebno zahvalo danes namenjamo občini Lukovica in Gasilski zvezi Lukovica, kateri sta skupaj v celoti prispevali sredstva za nakup podvozja in nadgradnje. Za opremo, s katero je vozilo opremljeno, pa smo sredstva zagotovili v društvu skupaj z našimi donatorji in podporniki, ki jim gre iskrena hvala za zaupanje in nesebično pomoč. Naj poudarim, da to vozilo ni samo sredstvo, je rezultat sodelovanja, vizije in predanosti. Gre za skupno zmago vseh, ki verjamemo v pomen prostovoljnega gasilstva. Zahvaljujem se vsem članom delovne skupine, poveljstvu in upravnemu odboru društva ter vsem, ki ste tako ali drugače prispevali k uspešni izpeljavi tega projekta. Spoštovani zbrani, novo vozilo je od 7. decembra, ko je zapeljalo v garažo našega gasilskega centra, postalo nepogrešljiv del naših operativnih nalog. Od prihoda do danes je sodelovalo na 18 intervencijah in lahko zatrdim, da je poleg opremljenosti z novim vozilom povečala tudi odzivnost ter varnost ljudi in gasilcev. Še enkrat hvala vsem za podporo in zaupanje in za to, da skupaj gradimo varnejši jutri. Na pomoč! Hvala obema. Preden pa novo vozilo zapelje na pot, pa naj prejme še Božji blagoslov. Svojim obiskom nas je počastil gospod župnik Drago Markuš, katerega prosimo, da blagoslovi novo vozilo, da bo vožnja z njim vedno varna, potniki zaščiteni in poti mirne. Gospod župnik, prosim, pridružite se nam. Čast mi je, da sem se vam pridružil ali pa da sem še med vami. Vesel bom blagoslovil in prosil Božjo pomoč, kar se bo dogajalo s tem novim vozilom. Seveda, večkrat pa se spominjamo časov z otroških let. Včasih smo otroci se šli tudi kakšno pripravo, igrico in med seboj se igrali in so videli, da je nekdo padel in smo rekli, hitro po rešilni, a gasilski voz, Marko padel je na nos, teče rdeča kri, a Marko pa zajokal ni. Glejte, v takšnem junaštvu naj bi vsi skupaj razumeli. Skrb za mir, za pomoč, skrb za skupno dobro. Prostovoljno društvo piše tukaj spredaj. Veste, če bi v svetu rekli vladarji, prostovoljno greste lahko na fronto, ne bi jih bilo dosti. Ampak ker je prisiljeno, na žalost se dogaja to, kar se še danes. Gasilci pa gredo prostovoljno, hitro na pomoč. Glejte, vsem tem razumemo tudi Božjo pomoč in bomo prosili k svetemu Florjanu z besedami, naj Bog pomaga. Dobri Bog, v tebi živimo, se gibljemo in smo. Blagoslovi to novo vozilo, da ga bodo vozniki razumno in pravilno uporabljali, koristili sebi in bližnjemu. Vse, kar se bodo z njim vozili, naj sveti angeli varujejo nesreč in jim pomagajo, da bodo po vseh vožnjah v tem življenju prispeli v nebeško domovino,
po Kristusu našem Gospodu. Amen. Pa bomo skupno zmolili k svetemu Florjanu, ki je svetnik in zavetnik gasilskih društev. Vsekakor kličemo tudi k Bogu takole: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Božja pomoč ostani vedno pri nas. Amen. Še enkrat najlepša hvala gospodu župniku. Na oder pa zdaj prihaja prav poseben trio. 3 izjemno talentirane mlade dame, ki nas bodo svojo energijo in ubranimi toni popeljale v svet glasbe. Na oder vabim Evo Prašnikar, Mašo Bergant in Katarino Pustotnik. Zaigrale nam bodo pesem Zgodba o prijateljstvu. Dekleta, oder je vaš. Ob tej slavnostni priložnosti pa bi prosila tudi podžupana občine Lukovica, gospoda Vincenca Dragar, da nam nameni nekaj besed. Namreč novo vozilo je zagotovo rezultat dobrega sodelovanja med Gasilsko zvezo Lukovica, vodstvom društva ter lokalno skupnostjo. Spoštovani gasilci prostovoljnega gasilskega društva Blagovica, dragi gostje in obiskovalci. Z veseljem sem danes z vami ob tem posebnem in svečanem trenutku, prevzemu ter blagoslovu vašega novega gasilskega vozila GVC-1. Takšni dogodki so nekaj posebnega, ne le za gasilsko društvo, ampak tudi za celotno skupnost. Novo vozilo pomeni pomembno okrepitev vašega voznega parka, predvsem pa bo olajšalo in izboljšalo vaše prizadevanje na terenu. Pa naj gre za požar,
prometno nesrečo ali pomoč ob naravnih nesrečah. Vsi vemo, kako dragoceni so hitri, strokovni in varni odzivi, ko gre za zaščito življenj in premoženja. Današnja pridobitev ni le tehnične narave, je izraz zaupanja in podpore, ki jo doživljate od svoje skupnosti. Gasilci ste eden izmed ključnih stebrov naše varnosti in ponosni smo, da vas imamo. Tega se zavedamo tudi na občini Lukovica. Zato je bila občina z veseljem partner pri sofinanciranju nakupa novega vozila. Sofinanciranje v višini slabih 190 000 evrov ni samo investicija v opremo, ampak tudi v vašo varnost in učinkovitost. Iskrene čestitke ob tej pomembni pridobitvi, naj vam vozilo dobro in zanesljivo služi, predvsem pa naj bo čim več v uporabi na vajah in čim manj na pravih intervencijah. Na koncu pa naj prenesem še tople pozdrave in iskrene čestitke ob novi pridobitvi tudi v imenu naše županje, magistre Olge Vrankar, ki danes žal ne more biti z nami, a misli z vami iskreno deli. Dragi gasilci, vaš pogum, požrtvovalnost in srčnost se ne merijo v številu intervencij, temveč v zaupanju, ki ga uživate pri ljudeh. In tega vam res ne manjka. Naj vam bo oporo tudi vedenje, da niste nikoli sami. Tako županja kot občina Lukovica vam stojita ob strani. Vaše delo cenimo, ga podpiramo in bomo z vami še naprej. Tako v prazniku kot v vsakdanjem tihem trudu. Naj bo današnji dan praznik ponosa, hvaležnosti in povezanosti. Iskrena hvala za vse, kar ste in kar dajete tej skupnosti. Srečno na vseh poteh, ki so pred vami. Tako, sedaj pa sledi slavnostna predaja ključev novega vozila. Gospoda podžupana bom povabila kar nazaj na oder, saj bo gospod podžupan ključe predal poveljniku društva, ta pa novemu skrbniku. Pridruži naj se mi še poveljnik društva Domen Razpotnik in nov skrbnik vozila Matej Pestotnik. Svečano vam predajam ta ključ, čim več varnih kilometrov, predvsem na vajah in manj na intervencijah. Srečno. Hvala gospodu podžupanu za lepe in spodbudne besede. Na tem mestu dajem besedo, da bo novo vozilo vedno na voljo za potrebe občane, kot tudi širše, da bo vozilo vedno pripravljeno in v dobri kondiciji. Predajam ključ novemu skrbniku in glavnemu strojniku našega društva, Mateju Pestotniku. Lep pozdrav še v mojem imenu vsem. Najprej naj se zahvalim za zaupanje, ki ste mi ga dali. Obljubim, da bom za vozilo skrbel vestno in odgovorno, da bo vedno pripravljeno za hitro in učinkovito uporabo. Z gasilskim pozdravom na pomoč. Novo vozilo je sedaj uradno pod streho. Čas pa je, da besedo predamo povabljenim gostom današnje prireditve. K besedi vabim poveljnika Gasilske zveze Lukovica, tovariša Gašperja Mava. Vsem zbranim lep pozdrav tudi v mojem osebnem imenu in imenu poveljstva Gasilske zveze Lukovica.
predvsem pa pač lep pozdrav vsem današnjim, kako bi rekel, slavnencem, torej prevzemnikom novega vozila. Veliko je bilo že danes povedanega strani poveljnika domačega, pa bom jaz tako rekel, končno nam je uspelo. Zakaj nam je? Zato, ker sem tudi sam malo osebno sodeloval pri tem projektu, ki je, kot je že rekel poveljnik, se začel v letu 2022, pa malo kljub malim nesrečnim okoliščinam v zvezi z javnim naročilom se je pač to časa vlekel, ampak na koncu je pač rezultat tukaj pred nami. Od 7. decembra lanskega leta pač v garaži parkirano, vozilo, ki je ne samo pač neka dodana vrednost domačemu društvu, ampak tudi dodana vrednost celotni javni gasilski službi občine Lukovica. Sicer je to vozilo del malo širše zgodbe, ki se je začela že v letu 2017, ko se je začel pripravljati srednjeročni program nakupa vozil v občini Lukovica. To vozilo je, kot je že bilo rečeno, danes v bistvu drugo vozilo po vrsti, ki je strani lokalne skupnosti in pa Gasilske zveze Lukovica financirano v višini 100%, brez opreme, tako da mislim, da tu je bil narejen velik korak naprej pri financiranju tovrstnih vozil. In danes smo pač veseli, da nam je pač ta rezultat uspel in jaz verjamem, da bo tudi za trdno podporo lokalne skupnosti, kot je večkrat že rečeno, ki je neomajna na tem področju, da bo tudi v bodoče te investicije šle po planu naprej. Tudi z moje strani želim pač domačemu društvu čim manj intervencij s tem vozilom, ko pa bo pač potrebno, pa verjamem, da bo strokovna pomoč nudena in tudi verjamem, da bo potem srečna pot domov. Tudi jaz želim pač veliko srečnih prevoženih kilometrov, s čim manj nesrečam oziroma z brez nesreč in verjamem, da bo pač se temu zgodilo. Hvala lepa. Hvala tovarišu Gašparju Mavu. Besedi pa vabim še predsednika regije Ljubljana 3, tovariša Slavka Jalovca. Spoštovani vsi prisotni, ko se nahajam po opravkih, kdaj ujamem pogovor mimoidočih in večkrat se ljudje sprašujejo, kam gre današnja družba. To vprašanje si zastavljam tudi sam. Odgovor pa ni enostaven. Zdi se, da pomoč sočloveku ni vedno tako samoumevna, kot bi pričakovali. Ljudje nemalokrat pozabimo na druge, še posebej takrat, kadar bi to pomenilo, da se moramo sami nečemu odreči. Zagotovo je vsak od nas že občutil, da ljudem več pomeni lastni dobrobit kot dobrobit družbe, kot celote. Družbe kot skupnosti. In kaj sploh je skupnost? V slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo naslednjo razlago, kar je sestavljeno iz več ljudi, ki jih družijo, povezujejo skupne lastnosti, potrebe, cilji in tvori celoto. Lahko torej družbi, v kateri živimo, rečemo skupnost. Ali so v naši bližini posamezniki, s katerimi si delimo iste vrednote? Bomo svoji bližnji našli ljudi, ki bodo brez pomisleka na prvo mesto vedno postavili pomoč drugemu, pomoč sočloveku, četudi se bodo ti isti ljudje zato morali odpovedati počitku, času za družino in prijatelje in mirnemu spancu. Vrednote družbe se spreminjajo, a izredno me veseli, da so občutek za sočloveka, sočutno pomoč in prostovoljstvo globoko zakorenjeni med vami, dragi gasilci. Biti prostovoljni gasilec ni poklic. To je srčno dejanje, to je v srcu, to je del življenja. Gasilci gredo tja, odkoder ponavadi vsi bežijo, pa še vse skupaj prostovoljno, zastonj.
Naše plačilo je nasmeh na ustih tistega, ki je bil naše pomoči deležen. Pomoč ljudem v stiski je plemenito dejanje, ki ostane v srcih tistega, ki jo prejme, pa tudi tistega, ki jo v pravem trenutku ponudi. To vlogo v mnogih naravnih in drugih nesrečah prevzemamo gasilke in gasilci. Slovenskemu narodu smo v ponos, saj smo deležni zelo visoke podpore zaupanja, kajti več kot 95% Slovencev zaupa prav gasilcem. Bodimo ponosni na to, vendar moramo paziti, da si tega ugleda z nepremišljenimi dejanji ne zapravimo. Smo že na nivoju, ko skušajo posamezniki rušiti slovensko gasilstvo in na žalost so to ljudje prav iz naših vrst. Gasilci svoje delo upravljamo prostovoljno, smo motivirani, povezani, dobro usposobljeni in opremljeni. Poleg tega pa živimo z načeli, ki v spredje postavlja nesebičnost, zaupanje, sodelovanje, požrtvovalnost ter skrb za ljudi. V imenu Gasilske zveze Slovenije, regije Ljubljana 3 in v svojem imenu vam čestitam ob novi pridobitvi, novemu vozilu GVC1. Naj dobro služi svojemu namenu. Hkrati se vam zahvaljujem za vse storjeno delo, ki ste ga opravili v preteklosti. V prihodnje želim mnogo uspešnega dela in krepitev društva, čim manj nevarnih intervencij in seveda veliko lepega druženja in dobrega sodelovanja tako med občani, društvi, kot tudi z občino, v kateri delujete in seveda tudi širše. Veliko zdravja vam želim. Morda nekdo tega še ne razume, morda nekoč bo. Naj na koncu strnem še misel. Ko človek združi izurjenost in predanost, mu pravimo profesionalec. Ko človek združi sočutje in skrb, mu pravimo prijatelj. Ko človek združi pogum in nesebičnost, mu pravimo junak. Ko človek združi vse troje, profesionalec, prijatelj, junak, mu preprosto pravimo gasilec. Na pomoč, radi se imejmo. Obema govornikoma se še enkrat lepo zahvaljujem za lepe in spodbudne besede. Na odru pa naj se mi sedaj ponovno pridružita predsednik ter poveljnik društva, da v sklepnem delu naše prireditve podelita zahvale donatorjem, botrom vozila ter članom delovne skupine. Vsem najlepša hvala. Vaša podpora in pomoč omogočata, da društvo ostaja vedno pripravljeno in učinkovito. Prostovoljno gasilsko društvo Blagovica podeljuje zahvalo občini Lukovica, Gasilski zvezi Lukovica, zahvalo pa podeljuje tudi zlatim botrom vozila, avtocentru Vadjunec. Podjetju Prismaflex. Podjetju Jereptrans. Zahvalo pa podeljuje tudi srebrnemu sponzorju, gospodu Petru Drolc. Posebna zahvala pa gre seveda tudi članom delovne skupine. Pridruži naj se nam Matej Pestotnik.
Blaž Bele, Primož Moneta, Tomaž Urankar, Kristjan Markovšek, Andraž Štrukelj, in seveda že prisotna Rok Barlič in Domen Razpotnik. Pa še enkrat pokličemo podjetje Reptrans. Hvala. Z novo pridobitvijo vstopamo v novo poglavje učinkovitega delovanja društva. Društvo je bogatejše za sodobno vozilo. S tem pa gasilci in gasilke Prostovoljnega gasilskega društva Blagovica dajejo obljubo, da bodo še naprej pripravljeni stati ob vas ter namenjati njihov čas za vašo varnost. Vsem gasilcem, gasilkam in podpornikom hvala za dolgoletno predanost. Hvala za pozornost. Vse skupaj pa lepo vabim, da druženje nadaljujete na prireditvenem prostoru, kjer vas bodo ob dobri pijači in jedači zabavali skupina Firbci. Z gasilskim pozdravom na pomoč! Gasilke! Dal krog praporov, mirno! Mirno, na desno, z desnim krilom naprej. Naravnost.